Z nami je strokovnjak z področja mobilnosti Andrej Brglez. Dober večer. Dober večer. Gospod Brglez, ne, Slovenci smo znani kot ljubitelji avtomobilov. Zdaj, kaj ameriške carine pomenijo za naše nakupovalne navade? Jih bomo morali spremeniti, kar se tiče nakupa avtomobilov ali ne? Za navade ne vem, poglejmo raje drugače. Že preteklo leto je bilo za evropsko avtomobilsko industrijo zelo težko. Zdaj se nam je zgodil še Trump, ki pravzaprav dela samo to, kar je med svojo kampanjo zelo jasno povedal. O avtomobilih je ves čas govoril, da bo sledilo to, kar se zdaj dogaja, in je samo še 100-krat slabše. In pa je šele april. Zdaj, nekaj moramo vedeti, da avtomobili so vedno neko orožje, s katerim se rožlja. To je v zgodovini že res smo velikokrat videli, ker so tudi zelo emocionalni. Avto, vedno rečemo, da imamo francoski, nemški, ne vem, ali ameriški avto. In zato ni čudno, da je tako močno odzvanja prav pri avtomobilih. Pri tem pa Evropa mora biti zdaj pametna, mora biti preudarna, moramo imeti hladno glavo, moramo pa znati tudi stopiti pravzaprav v kožo drugih. Mi že 50-60 let prodajamo avtomobile po celem svetu. Res po celem svetu, izrazito v Ameriko. In ima prav, seveda. Mi jih prodajamo medtem, ko njihovih ameriških nikoli nismo toliko kupili, ker gre za popolnoma drugačen način tudi razumevanja avtomobilov. In to svet vidi in moramo biti pripravljeni na to, da se bo to spremenilo. Zdaj se spreminja, mimogrede, spremenilo se je že, ko se nam je zgodila Kitajska, potem smo se odpovedali ruskemu trgu, no zdaj se nam je zgodil še Trump. Tako da, ja, ko me vprašate, kaj bo se zgodilo pri nas, to zagotovo pomeni to, da bomo zmanjšali prodajo za nekaj časa, da bo to zelo bolelo našo industrijo, tudi naše dobavitelje, in da bodo cene se temu morale prilagoditi. Zakaj bo to recimo zelo bolelo tudi naše dobavitelje? Ker ta avtomobilski grozd ustvarja velik del BDP-ja. Ja, zdaj se nam je, prej smo razmišljali o tem, kako smo skočili v elektriko. To je tudi še ena naša posebnost, da smo želeli biti prvi na področju, ki nam ni pisan na kožo. In že tam je slovenska avtomobilska industrija tradicionalno vezana na nemško, ki je tam pač najmočnejša na motorju na notranje izgorevanje. In tukaj nam je že tukaj zmanjkalo kisika. Zdaj se nam zgodi še to, da ne bomo mogli izvažati avtomobila. Saj nekaj časa. Zdaj se pravim, zdaj treba zdržati ta njegov Trumpov pač nasilniški pohod, je treba zdaj zdržati. In to zdržati pomeni, da pač bo nemška industrija morala zmanjšati proizvodnjo, ker za nekaj časa ne bojo izvažali zdaj takih enormnih količin avtomobilov tja, če jih ameriški trg ne bo prežvečil 25% ali pa 20% rasti cene, ker to bo preloženo na kupca. Sej, jaz ne vem, če kdo v resnici ve, a Trump razume carine pa to. Ampak sej ni pomembno. Sej on to rešuje svojo avtomobilsko industrijo na način, kot jo tudi sindikati razumejo. To, kar se je pretekli teden zgodilo, da je predsednik avtomobilskega sindikata v Ameriki, ki je ves čas v konfliktu z Trumpom, ki je javno Kamalo Harris podpiral v volitvah, rekel, da pozdravlja to njegovo politiko carin, je lep dokaz, da so izgubili kompas. Ampak bo Trump s carinami dosegal to, kar si želi, da bi tuji proizvajalci avtomobilov začeli odpirati tovarne v Ameriki in da bojo imeli te delavci, ki so združeni v sindikate, več dela, oziroma da si bo ta ameriška avtomobilska industrija opomogla in ne vem, kaj, Američani bojo kupovali samo ameriška vozila. Mislim, ta zgodba je končana in to dobro razume samo Musk, kaj tam zraven. Zato, ker hoče pač spodbuditi, da se Tesla spet še bolj intenzivno pozicionira na ameriškem trgu nazaj. Mimogrede, Američani imajo že zdaj zelo jasne indekse, kako računajo, koliko ameriškega je v avtu, ki se prodaja pri njih. In med 10 najbolj ameriškimi avtomobili so 3 Honde, 3 Tesle električne, ampak to je druga zgodba, potem pa Volkswagen, Toyota, Jeep in to je to, Lexus. Se pravi, samo Jeep pa Tesla sta ameriška. Vse ostale tovarne so že zdaj tam. Ampak kar on govori je, spet bomo imeli Detroit, spet bomo imeli delavce, vse bomo naredili doma.
v avtomobilski industriji tega ni več. Ni, to je končana zgodba, to se je že zaradi vseh vojn, prej carinskih, a ne. Sej, ko so japonski avtomobili prišli na ameriški trg, ko je bila naftna kriza, so jih ti isti sindikati pokupili in so jih delavci razbijali na cesti z macolami, zato ker je bil to neka vrste ludizem, upor proti cenejšim, bolj varčnim, tudi tehnično boljšim avtomobilom. No, potem je Toyota odprla tam tovarno in tako naprej. Tako da, to so faze, ki so se zgodile, evropski svetovni avtomobilski trg je preden, ampak seveda ne toliko, da bi mi tam imeli vse dele, recimo mi rečem, ne vem, Mercedes, BMW, ima tam samo pač tako, kot bo v Novem mestu se sestavljal električni Twingo, katerega deli bojo narejeni na Kitajskem, a ne. Se pravi, ko se gre še enkrat to vojno, da so vsi deli, ki jih uvažaš za to, da jih ugradiš v avto, obdavčeni, pač dvigneš ceno izdelka, a ne. In pravim, no, ne bo se vrnil čas, ko je Amerika imela pri sebi vse avtomobilske tovarne. Govorim samo za avtomobilski del. Ne bo se vrnil ta čas in tudi razen pod pogojem, da se grejo na polno elektriko in da potem pač v električnem svetu gradijo pri sebi vse, ker je bistveno manj delov, ampak spet, nimajo baterij in vemo, kje se pač vsa ta zgodba konča, pri prijateljih iz Kitajske. Pri prijateljih iz Kitajske in kako zdaj gledate, ne, vsi poudarjajo, Evropa mora enotno odgovoriti na te carine, ampak v tej luči, ne, ali je tukaj mogoče zdaj na mizi tudi razmislek, da se podaljša uporaba motorja na notranje izgorevanje? Ja, jaz mislim, da ja, zato ker, kot rečeno, ne, zgodila se nam je Kitajska, mi smo na Kitajsko nesli svoje znanje in tam zdaj delajo odlične avtomobile. Zgodil se nam je Trump, zgodila se nam je zaprti trg Rusije in še ta želja potem, da smo jutri najbolj električni, kar ne gre. Zdaj moramo se soočiti s tem, da toliko avtomobilov ta trenutek ne bomo več prodajali. Zdaj kakšne, ampak še nekaj. Amerika želi Mercedes, BMW, Audi, Porsche, to so znamke, ki so tako močne, da bojo tudi na Kitajskem, kjer smo tudi izgubili ogromen delež. Volkswagen je tam leta koval izjemne dobičke, jih tovoril v Nemčijo, pa tudi v Slovenijo v končni fazi. Ta zgodba se je pač končala, tam imajo zdaj 100 novih avtomobilskih znamk, se jih bo 50, 70, 80 propadlo, ampak vseeno, tistih 10, 20 kitajskih bo pa izjemno močnih, nekaj jih bo na Japonskem, nekaj jih bo v Ameriki in nekaj jih mora ostati pri nas. Kar je za našo politiko in avtomobilsko industrijo zdaj pomembno je, da se s tem pač soočimo, zapremo, zaklenemo in poskušamo sami najprej preživeti, ker vedno bomo prodajali ven. Naše avtomobile bojo vedno želeli. In seveda jaz tudi mislim, da moramo narediti revizijo tega, koliko smo elektrifikacije sposobni pač imeti, ker tukaj se nam lahko zgodi to, da bojo kitajski avtomobili električni bistveno prehitro prihajali k nam. To moramo pač ravnati tako, da puščamo, da v trg prihajajo tisti avtomobili, ki jih ljudje želijo in ki si jih lahko privoščijo. In tudi sami poskrbeti za to, da bojo naše avtomobilske znamke dovolj konkurenčne. Najlepša hvala za tale pojasnilo. Hvala za povabilo.